Lepo pozdravljeni. Moj današnji sogovornik je Aleš Gabrič. Danes bomo spet govorili o kulturni zgodovini, o čemer smo sicer z istim sogovornikom posneli en pogovor že pred nekaj več kot letom dni. Povezava do pogovora je objavljena desno zgoraj na vašem zaslonu. Približuje se 8. februar, dan kulture, državni praznik, celo vrčas po drugi svetovni vojni. Zdaj, različni takšni kulturni festivali so seveda že obstajali tudi pred tem, recimo Likivniki so imeli neke stvari in podobno. Kakšen globalni, seveda v slovenskem smislu, globalni vseslovenski praznik kulture, a smo to kaj v to smer že imeli tudi pred drugo svetovno vojno? Že pred vojno so začeli leta 1939 podeljevati nagrade ljubljanske mestne občine, tako za znanstveno kot za literarno delo. Zakaj so že takrat začeli ob prazniku, ob obletnici smrti, ne pa ob obletnici rojstva, je seveda, kako bom rekel, odprto špekulativno vprašanje. Ampak če računamo 30 leta, zelo centralistično v Jugoslaviji, je, če gledamo tudi šolske koledarje, šol ali pa državna praznovanja, ki so uradne proslave, ki jih je bilo treba imeti, sta bile predpisani pravzaprav dve. Svetosavska ob koncu januarja in na to začetek februarja Štrosmajerjeva nagrada. Tako da je bilo že takrat nekakšno samo spraševanje pri Slovencih, zakaj imamo en praznik, s katerim se spominjamo nekega kulturnega, ali pa bom rekel, pomena iz srbske zgodovine, nekaj kulturnega iz hrvaške zgodovine in zakaj ni nobenega, ki bi se ga uradno spominjali iz slovenske zgodovine. Morda je tudi v luči tega zaporedja, da si tako lepo sledijo, prišlo do odločitve, da se spominjamo slovenske kulture na Prešernov dan smrti, torej 8. februarja. Druga logična razlaga je pa seveda ta, da si 8. februar lepo sledi, da komisija, torej ena za znanstveno in ena za kulturno delo, opravi nek temeljiti pregled v tistem januarskem mesecu, kaj se je dogajalo v prejšnjem letu in zato tudi podeli nagrade. Na nek način si že zdaj pojasnil, pravzaprav, čem je vzgib 8. februar in ne recimo 3. december. Mimogrede lahko še eno zanimivo, tudi malo anekdotično zadevo pojasniva v tem kontekstu 3. decembra. 3. december seveda je rojstni dan Franceta Prešerna, pa po drugi strani pa danes to Ljubljanska univerza ima dan univerze, seveda ne zvezano s Francetom Prešernom, pač pa zvezano z prvim predavanjem Frana Ramovša 3. decembra 1919. Ampak morda še eno drugo vprašanje povezano z kulturnim praznikom. Zdaj, Prešern je bil izbran kot oseba, na katerega se slavi. Cankarjeva smrt, ker bomo Cankarju naprej. Cankarjeva smrt je tudi nerodna, ker je decembra, pa zopet se bi še kaj lahko prelomnega zgodilo do konca leta, kar bi šlo morda na neko kulturno nagrado. Ampak kljub vsemu, recimo, letos bo zdaj oktobra 80 let zborov poslancev v Kočevju, tam je pa na steni ni kakšen Prešernov vers napisan, pač pa iz Cankarjevih hlapcev. Torej, a pravzaprav zdaj, a to jaz malo zdaj domišljam si, da morda sta bila pandan Cankar pa Prešern, ali Prešern pravzaprav kar brez nekih razmišljanj oziroma dvomov Prešern bo in pika. Gledano iz vidika slovenske kulturne zgodovine, če gledamo danes, sta seveda oba dva velika. Konec koncev, tudi če pogledamo na slovenskih bankovcih, tolarjih sta oba dva bila zastopana na tem. Ampak Prešernov kult tle ima tradicijo, ki se vleče že iz 19. stoletja in je sistematično izgrajevan še v času kulturnega boja med klerikalci in liberalci, torej na ta način kot na našega, na to ga povzemajo seveda tudi katoliška stran, tako da je enostavno, bom rekel, nekakšen kulturni simbol vseh Slovencev, na katerega smo se nasedli. Cankar še ni bil tako posvojen. Po eni strani je bil socialdemokratski, torej ni bil niti toliko katoliški, niti toliko liberalen. Po drugi strani, narod si bo pisal sodbo sam, torej ne frakmo in ne boj na telar, so tiste besede, ki jih imamo zabeležene tudi na partizanskih parlamentih, če temu tako rečemo, je vprašanje, če niso bile te besede izbrane zaradi tega, ker so bile cenzurirane na zadnji predstavi Cankarja pred vojno in kot odgovor
mi se borimo za svobodno državo, za svobodno Slovenijo, bomo torej Cankarja predvajali v celoti, brez cenzure. Če računamo Cankarjeve ali pa Župančičeve ali pa katerekoli druge spomine ali pa proslave, so se v istem času, 44-45, izvajale na dveh gledališčih, na dveh proslavah, na osvobojenem ozemlju in na okupiranem ozemlju v Ljubljani. Razlika je bila v tem, da so se običajno Cankarjeve drame v Ljubljani v kakšnih cenzurnih oblikah ali pa Linhartove predvajale na osvobojenem ozemlju v Črnomlju, na necenzuriranih. Torej, Cankarjev je morda v tem smislu služil bolj zaradi tega, ker ga rabimo v integralni, necenzurirani varianti in zato njegove cenzurirane besede iz konca 30 let toliko bolj ustrezajo kot eno geslo znamene svobode. Za konec pa, pravzaprav še na samem začetku omenil, da ljubljanska občina podeljuje nagrade za znanost in za umetnost. Celo to zaporedje, ko si uporabil, ne vem, ali si ga slučajno ali je izvorno, kje je tako. Po drugi vojni zopet se nadaljuje ta praksa, ko je Prešernova nagrada državna nagrada, ne več mestna, je dolgo časa tudi za znanost. To vemo, potem pač odpade. Kako to, da sta bila nekaj časa v paketu znanost in umetnost s Prešernovo nagrado? Čeprav Prešern seveda v kontekstu znanosti ni, razen da ga literarne zgodovine razdeljujejo. Morda gre vzrok za to iskati preprosto v dejstvu, da so predvojno Ministrstvo za prosveto in povojno Ministrstvo za prosveto pokriva tiste resorje, ki jih imamo zdaj razdružene na več resorjev, visokošolskega, znanstvenega, šolskega in kulturnega. Torej, in je enostavno nagrada enotna, pravzaprav je tudi, vemo iz tradicije, lepih in koristnih umetnosti, vse skupaj umetnost in se intelektualno delo nagrajuje kot intelektualno delo. Torej so že pred vojno, ko so podeljevali te nagrade mesta Ljubljana, imeli eno komisijo za znanstveno delo, eno komisijo za umetniško delo. Ko leta 1945, še v času vojne, na osvobojenem ozemlju, SNO sprejme 1. februarja 1945 odlok o proglasitvi Prešernovega dne za slovenski kulturni praznik, je absolutno tam enostavno mišljeno enotno znanost in kultura. Prvič so nagrade podeljene na to po vojni v mirnih razmerah februarja 1947, torej za leto 1946, in ta tradicija se še kar nekaj časa nadaljuje. Sicer po nekaj letih pridemo kar v eno hiperinflacijo, tako da imamo tudi po 20 ali 30 Prešernovih nagrad, to je tako znanstvenih kot umetniških, da ugotovijo, da je to preveč, da so pravzaprav devalvirali izraz, devalvirali pomen in da, če hočemo, da jih Prešernove nagrajence res častimo, je treba število nagrad znižati. In to sledi po letu 1961, ko prvič razdelijo nagrade na Prešernove kot za umetniško delo in na znanstvene nagrade, ki se na to poimenujejo po Borisu Kidriču. Nekaj časa, torej Kidričeve nagrade, predhodnice današnjih Zoisovih nagrad, morda je tudi to zanimivo. Tudi Kidričeve nagrade so na začetku podeljevali na dan Kidričeve smrti, ne rojstva. In na to jih v naslednjih zakonih 1981 omejijo število ta velikih Prešernovih nagrad, ta malih Prešernovih nagrad in na to leta 1991 z novim zakonom o samostojni Sloveniji do tistega nivoja, ker jih imamo pravzaprav tudi danes, da sta lahko 2 veliki nagradi letno in 6 malih Prešernovih nagrad letno, kar seveda pomeni, da je zdaj to tisto, kar nam ti nagrajenci padejo v oči, da si jih zapomnimo in da pravzaprav nimamo več te inflacije, da se nagrajenci ponavljajo tako, kot je bilo nekje v prvih povojnih letih. Morda bi pa samo še to rekel, konec koncev je po lanskem letu pa pravzaprav umrl, če se ne motim, prvi in do zdaj edini, ki je dobil obe dve veliki nagradi, tako Zoisovo kot Prešernovo, Kajetan Gantar, ki je torej dobil veliko nagrado tako za znanstveno, torej prevodno delo, kot umetniško, kot in znanstveno delo na obe dveh področjih. Zdaj pa res zadnje vprašanje. Kako bi bilo kaj tam v sferi znanosti razdeljeno? Tehnika, naravoslovje, medicina, družboslovje, kaj veš?
imam v glavi, lahko bi se sicer to pregledalo, če je bilo kaj razdeljeno, koliko bi bilo katerih nagrad, ampak so jih kar delili, tako da so jih enakopravno bolj dobivali. Morda je odvisno tudi od sestava komisije, ampak če računamo, da nima Anton Melike za kakšno Slovenijo ali pa za svoje geografske dela jih večkrat dobil, da so kakšne, če gledamo kot zgodovinarji, kakšne velike zgodovinske novitete, ki jih še zdaj predpisujejo na fakultetah študentom, takrat dobivali nagrade, je bilo tudi takrat mogoče humanistike več kot danes med malimi nagradami, ko vemo, da jih tam nekje v drugi polovici prejšnjega desetletja skoraj da nismo zasledili. Ampak tako, da so bile kar dokaj enakopravne, mogoče pa odvisno od kakšnega sestava komisije, kdaj je enih ali pa drugih več, drugače pa pokrita vsa področja. Hvala lepa za pogovor. Seveda vsem želimo učinkovito, praktično praznovanje kulturnega praznika, torej z obiskom kakšne inštitucije. Ne pozabite, da je seveda kultura vas vabi k temu, da jo prevzemate tudi ob nekih drugih dneh, tudi 3. decembra, pa seveda zdaj zaradi Prešernovega rojstnega dne, ne zaradi rektorjevega dne, namreč različni veseli dnevi kulture in tako naprej. Tako da, hvala lepa za pogovor, hvala vsem, ki spremljajo naše kanale, naše posnetke in seveda vabljeni tudi še naprej. Hvala in nasvidenje.